Veselo in naklonjeno je bilo prejšnji četrtek na koprskem Titovem trgu. Otroci osnovnih in srednjih šol so napolnili prizorišče. Nad glavami je visel visoki jubilej. 60 let in 3 dni pred volitvami. Majhnim glavam se ni sanjalo, velikim pa je bilo vse jasno, ko je na oder stopil koprski župan. Koper imamo res vsi radi. Bravo! Zakaj pa niste počakali na prihodnji teden, ko je teden otroka? Zakaj zdaj pred volitvami recimo? Zato, ker nismo mogli dobiti dovoljen za Titov trg. obdobju. Smo pač organizirali na en dan, da bi bil čim lepše vreme, da bi lepo objeli mesto. Otroci so bili prisiljeni sodelovati, zapustili so šolo, ne da bi vedeli zakaj. Starši nismo bili obveščeni, moj sin se je uprl in zapustil prizorišče, za kar je bil oštet. Je dogodek razburil enega od staršev. Jasno je bilo, da je šlo za zlorabo šol, otrok. Seja političen dogodek. Kaj sta potem delala na glavah otrok simbola Popovičevih strank? Je šlo za niti pretirano prikrito politično propagando, ki se je ščitila z 60. obletnico. Zakaj je dopustil udeležbo otrok na dogodku z očitno dodano propagandno vsebino, vprašamo ravnatelja osnovne šole Koper Antona Baloha. Pravi, da se je le odzval povabilu Društva prijateljev mladine. Da bo govoril župan, ni vedel. Vse je delovalo pač izrazito naklonjeno predvolilnim sporočilom tega župana. Prepričan, da bi morale javne šole otroka zaščititi pred zlorabo in političnimi manipulacijami, je Jurij pisal ministrici za šolstvo. Tam odgovarjajo, da se je sporno dogajanje odvijalo na prostem, zato po zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v šolah prepoveduje politično propagando, ne morejo ukrepati. So pa o tem obvestili šolsko inšpekcijo.